Dobrodošli tukaj v Sloveniji. Najprej v zadnjih kolih ste malo počivali. Zakaj? Ne vem, nimam odgovora. Tudi jaz sem bil presenečen, da nisem igral, ker sem prej vse tekme začel in redno igral. Tako da, ne vem, upam, da se to spremeni po reprezentančni pauzi. Mogoče sem prišel malo bolj svež od vseh ostalih, ampak jaz si želim, da bi se ta status spremenil. Ker na splošno pa smo v zadnjem obdobju kar zadovoljni s tem, kar kažete reprezentanti. Spremljate tudi vi, občutite, da je mogoče malce drugače kot kdaj prej? Ma je, sigurno. Še posebej bom rekel, zdaj v Italiji, ker spremljam boljše italijansko ligo, sem videl, da so fanti odlično odigrali. To je sigurno spodbuda za vse nas, da pridejo, bom rekel, vsi v neki dobri formi reprezentanco. Tudi se čuti, da so mogoče tudi bolj samozavestni, prinesejo neko dodatno energijo in za to reprezentančno zgodbo je sigurno to zelo pozitivno. Kaj ste morda rekli Kingu, kaj je tisto, kar ima Slovenija, pa oni nimajo, zakaj bomo tukaj zmagali? Ma ne, jaz mislim, da smo pokazali že na prvi tekmi. Mislim, da smo odigrali prvi polčas, bom rekel, kar dobro tekmo. Po mojem mnenju, potem drugega škoda za tisti rdeči karton, ampak smo na koncu zdržali. Jaz mislim, da so tudi oni videli, da mi znamo igrati. Seveda imajo oni, bom rekel, verjetno trenutno najboljšega napadalca na svetu, ampak ne glede na to. Jaz mislim, da mi se lahko zoperstavimo proti takemu nasprotniku in jaz pričakujem neko, bom rekel, dobro tekmo. Pa je bilo kaj pogovora s soigralcem na to temo? Je bilo, sva se pogovarjala. Mislim, on je tudi zelo prijeten fant. Po prvi tekmi videl tudi, da imamo dosti kvalitete, mogoče nas prej niso toliko poznali. Tako da jaz se že veselim in mislim, da bo ena dobra tekma. Boste za uspešen izid v soboto ubrali podoben recept kot v Oslu ali lahko pričakujemo tudi bolj napadalno igro Slovenije? Ma ja, mislim, sigurno, glede na to, da igramo doma, si želimo, da bi bili bolj napadalni, da bi mogoče dosegli več zadetkov. Tako da mislim, da smo dobro pripravljeni, imamo cel teden, treba analizirati nasprotnika, ampak mislim, da je še bolj pomembno, da se mi, bom rekel, pripravimo na najboljši možen način in da pokažemo, bom rekel, pravo Slovenijo. Je vzdušje zdaj po prejšnjih dveh rezultatih nekoliko boljših, tudi boljše v reprezentanci, zdaj ko ste se vrnili, pa ko je cilj jasen, ta obstanek v tej drugi skupini? Ma je, sigurno, mislim, ko pa skažeš neke, bom rekel, boljše predstave, potem tudi, bom rekel, energija in vzdušje je boljše. Jaz mislim, da tudi ta termin vsem dosti bolj odgovarja, zmeraj na koncu sezone igrati 4 tekme, mislim, da nobenemu igralcu ni bilo lahko. Tako da smo prišli zdaj, bom rekel, vsi polni energije in pripravljeni, da pokažemo dobre igre. Peter, najprej, če lahko stavek 2 o vaših italijanskih dnevih, v kolikšni meri ste zadovoljni s tem, kar kažete tam? Ja, mislim, zaenkrat sem zadovoljen. Mislim, za razliko od prejšnjega leta smo štartali malo slabše, ampak še zmeraj smo zbrali dosti točk. Zadnja tekma je lahko pokazatelj, kako moramo iti naprej in to je to. Zaenkrat je dobro. Imamo novega trenerja z novo energijo in upam, da bo šlo tako naprej. Danes je sicer malo drugače kot včeraj, ampak še vedno se mi zdi, da je kar velik mir okoli reprezentance, nobenega pompa, tudi z te naše novinarske strani. Zdaj so ene druge reprezentance bile v ospredju. Kako na to gledate, tudi na neke vrste kritiko, da morate vendarle narediti spet nekaj, da bo rom-pom-pom okoli našega reprezentančnega nogometa? Mogoče nekdo to gleda kot neko kritiko, mi gledamo to, oziroma jaz bi lahko rekel, da to gledamo z pozitivne strani, da imamo uspešne športnike v Sloveniji. Tudi mi sami smo navijali za njih. Zdaj, kar se tiče tega, kar ste vprašali, mi dajemo vedno svoj maksimum na igrišču. Zdaj, če bo kdo to prepoznal, lahko pride pogledati ali pa nas podpreti, če ne bo prepoznal, nam tudi nič kaj preveč ne pomeni. Tako da mi smo fokusirani nase. Vsi, ki delajo okrog NZS-ja, dihamo kot eno in jaz verjamem, da enkrat bo to eksplodiralo na pravi način, da se bomo uvrstili na kakšno veliko tekmovanje. Kar pa mislim, da tudi trenutno smo v Ligi B, ki mislim, da ni glih kar tako, kar ljudje mislijo. Obkroženi smo z velikimi reprezentancami in mislim, da se zaenkrat dobro borimo proti tem reprezentancam, res pa je, da hočemo ostati tukaj, tako da bomo vse naredili, da ostanemo. Ja, za obstanek je potrebno narediti praktično 2 dobra rezultata. Proti Norveški smo polovico dobrega rezultata že naredili. Imate recept, kako tudi tukaj, do še boljšega morda?
Ja, zaenkrat se še nismo kaj preveč o tem pogovarjali, danes bomo začeli, včeraj smo se šele zbrali, smo naredili uvodni trening, danes bomo pa začeli s taktiko, tako da upam, da bomo naredili vse, da bomo doma odigrali dobro tekmo, da bomo zmagali in da bomo šli s pozitivno energijo naprej. Tista tekma v Oslu je verjetno nek pokazatelj, da ste sposobni se kosati z Norvežani. Kaj ste se tekmo treba ponoviti, da boste tudi v Stožicah stržili ugoden rezultat? Mislim, da smo tam pokazali veliko borbo, pa tudi kvaliteto na igrišču. Zdaj lahko tudi doma z Srbijo smo pokazali drug polčas, da lahko naredimo velike stvari in mislim, da se moramo držati samo dobrih stvari, te slabe stvari, ki smo jih naredili, pa pustiti za sabo. Holland ni zabil gola v Oslu, bo tako tudi v Ljubljani? Ni zabil v Oslu, je pa zabil v Premier Ligi, ampak vemo pač, da je vrhunski igralec. Mi ga bomo probali zaustaviti, ne samo njega, pač v ekipi ni samo on, imajo tudi druge kvalitetne igralce, tako da se moramo osredotočiti na vse, ne samo na njega. Kako lahko opišeš njega iz prve roke, bil si na igrišču skupaj z njim proti njemu? Ja, mislim, da njega ne rabimo preveč opisovati, pač vsi ga poznate. Fizično dost dober, zna zadeti gol iz vsake situacije, tako da mislim, da pač boljšega napadalca trenutno mogoče ni, ampak ne vem, pač je kvaliteten, kakor so ostali in to je to. Selektor Keke je vmes poznaval, pred njej poznaval res nas, se fantje morda dogovorili, da bomo za darilo podarili obstanek v Ligi B? Ja, nismo o tem govorili. Zdaj ni samo to razlog, da bi želeli pač zmagati. Mislim, da pač samo zaradi tega, da ostane neka pozitiva, ker smo odlična ekipa, odlični fantje, trenerji, doktorji, vsi. Ampak trenutno okrog nas je malo preveč negativna energija in zaradi tega sem rekel, da nas trenutno zanima samo okolica oziroma NZS.